Zdravo. Živijo. A to je ta potomka stare trte iz Tako je, Maribora? ja. Kako je zrasla? Ja, Dobro uspeva na Gorenjskem. odlično. Letos smo imeli že deviško trgatev, tako da smo 1700 gramov pa še nekaj natrgali, tako da imamo kar liter pa pol že letos. Ampak enologi v bistvu delajo vino, Tako je, vi ja. pa ste sommelier. Tako je. Kaj to pomeni? Ja, sommelier v bistvu je podaljšana roka vinarja, enologa in v bistvu svetuje gostom pri izbiri recimo vin in jedi, kaj gre dobro skupaj, s čim se jed dopolnjuje, s čim se vino dopolnjuje in na ta način. Kok, petelin, tail wrap. Včasih so v Ameriki imeli petelinje boje in navadi je bilo, da so po končanem boju lastniki zmagovalnega petelina, poraženega petelina prijeli za rep, ker je kasneje končal na obloženi mizi. Ampak veš, kaj je rekel Goethe, ko so ga vprašali, kaj ima raj, ženske ali vino? Kaj? Odvisen od letnika. Živijo. Živijo. Sva ravno občudvala vse te vinograde. No, to je vse vaša domačija, ne? Tam Ja. spodaj. Tako je, ja. Vi se, Uroš, ukvarjate že več generacij z vinarjenjem. Koliko? Profesionalno prav 4 generacije. 4 Tako da smo mi generacije. zdaj 4. generacija. In kakšno vlogo ti opravljaš v vsej tej zgodbi? Jaz sem tako deklica za vse. Traktorist, računalničar, strojnik, kletar, prodajalec. Ne nujno v tem vrstnem redu, predvidevam. Ne. Marko, mi smo mislili, da bomo danes šli v neko resno poslovno pisarno. Evo, mi dva oba v mestnih šolnih. Večkrat bo treba vinograd, večkrat. Vse to je zdaj vaše, no? Tu naokoli. Ja, pa ne moramo vsega sami spiti, veš. Tako da je tudi malo tvojega pol. Koliko zdaj pridelaš? 300 do 500, odvisno kako zorimo kakšno sorto, kako trg se obnaša, izvoz pa to. To je 1000 litrih. 1000 litrih, ja. Ampak tu še vidimo, je še nekaj grozdov, ne? Na trti. Ja, to je laški rizling za ledeno trgatev, če bo vreme takšno kot lani. Lani je bilo sanjsko. Namreč zelo striktni pogoji so glede temperatur, več dni zapored, pa v kakšni temperaturi se lahko trga. Tako da daleč od tega, da je bilo to gotovo, da bo letos tudi ledeno vino. Gospod Pavli, vi ste predsednik sommelijerjev Slovenije. Kako lahko postanemo sommelije in kje se lahko izobrazimo? Izobrazimo se tako, da prvo opravimo izobrazbo na prvi stopnji, drugi in potem tretji, ki pa je že potem pogoj za pridobitev poklica vinskega svetovalca. Kje pa so te šole? Srednja šola za gostinstvo in turizem v Mariboru, oni izobražujejo vinske svetovalce. Obstaja pa tudi izobraževanje v Novi Gorici pri Društvu za kulturo pitja Sommelier Slovenije. Danes ste tako šik prišli na ta najin sestanek. Kaj imate tu na sebi, kot neka uniforma? To je uniforma našega društva. Imamo znak tukaj po izobrazbi, prva, druga ali tretja stopnja.